Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Danes prisluhnite pravljici z naslovom Rdeča volnena rokavica. Skrajno na severu, kjer se vse leto zadržuje sneg, je nekega dne nekdo izgubil rdečo volneno rokavico. Zgodilo se je nekaj dni kasneje, ko je mimo prišla drobcena miška. Zeblo jo je, njene tačice pa so ji med iskanjem zavetja skoraj pomrznile. Čudovito, rokavica! Se je razveselila miška. Najprej se je prepričala, da v njej ni nikogar, potem pa je vstopila. To je bila zdaj njena nova hišica. Kako je topla! Je bila navdušena, ko je hodila po njeni notranjosti. Potem je od izčrpanosti zaspala v enem izmed njenih kotičkov. Malo zatem je mimo priskakljala premražena žabica. Kvak, kvak, kaj pa je to? Se je spraševala, ko se je približala vici, ki je ležala na snegu. Kvak, kvak, je zakvakala žabica in v rokavico pomolila svoj nosek. Tedaj se je miška prebudila in jo povabila naj vstopi. Objemi me, je rekla žabici. Hitreje se boš ogrela. In žabica ni prav nič oklevala. Zdaj sta v hišici živeli obe. Zvečer je rokavico opazila sova. Je kdo tukaj? Moja krila so prezebla in boleča. Za nocoj potrebujem zavetje. Jo, vstopi, sta jo povabili miška in žabica. Zdaj so bili v hišici trije. Na vse zgodaj zjutraj jih je prebudil strašanski repot. Puf! Rokavica se je premaknila za nekaj metrov. Zajček se je, ne da bi bil povabljen, z velikanskim skokom prikradel v njihov dom. Zunaj je tako zelo mrzlo, se je opravičil za svojo vsiljivost. Živali so se nasmehnile in ga prijazno sprejele. Zdaj so v hišici prebivali 4. Kmalu zatem so v daljavi zagledali lisico. Od večdnevne hoje je bila povsem izčrpana. Ne smemo ji dovoliti, da se nam pridruži, prevelika je, so godrnjale živali. Nekaj minut kasneje je lisica svoj smrček pomolila v rokavico. Zaradi njenega otožnega pogleda so si živali v trenutku premislile in jo povabile k sebi. Zdaj se jih je v hišici drenjalo 5. 5 živali pa se ni moglo udobno namestiti. Sova se je znašla na zajcu, čigar zadnjica je počivala med lisičjimi ušesi. Miška in žabica pa sta bili stisnjeni pod lisičji gobček. Med premikanjem se je nenadoma zaslišalo. Eden izmed šivov na rokavici je popustil in notranjo se je prikradlo nekaj hladnega zraka. Toda živali so bile tako prepletene, da tega skorajda niso občutile. Popoldne je mimo prišel merjasec, bil je premočen, povrh vsega pa je močno zaudarjal. Absolutno ne, ne moreš stopiti, je rekla lisica. Jo, pa zakaj ste pa vi lahko, jaz pa ne smem? Zunaj je strašansko mrzlo, je potožil. Živalim se je zasmilil, zato so mu dovolile vstopiti. Zdaj jih je bilo v hišici 6. Toda, kakor hitro je merjasec stopil skupaj s svojo veliko zadnjico, je popustil nov šiv. Miški, žabici, zajčku, sovi, lisici in merjascu je za trenutek zastal dih. Ampak rokavica je ostala cela. Živali so olajšano zaspale. Ne boste verjeli, toda uro kasneje je mimo prišel velikanski medved. Prosim, tako me zebe in tako osamljenega se počutim. Spustite me noter. Živali so bile dobrega srca, zato so ga spustile naprej. Očisti si tace, so zahtevale. Medved je ubogal, potem pa se je namestil.
Zdelo se je, da bo rokavico razneslo. Šivi so se močno razrahljali, zato je bilo v njej več prostora. Zdaj jih je bilo v hišici 7. Nihče se ni upal premikati, praskati za ušesi ali kihati. Nekaj minut je bilo vse mirno, potem pa je čisto potihem prišla mravljica. Nihče je ni opazil. Ni prosila za dovoljenje, ampak je, ne da bi povzročala hrup, kar vstopila. In puf! Rokavica se je razletela na tisoče koščkov. Ko so živali videle, da je mravljica kriva za katastrofo, so jo grdo pogledale. Mravljica pa se je namestila na medvedovo glavo in zaspala. In kako se je zgodba razpletla?